Živijo, danes se ti, Kristi, javljam iz ateljeja, ker sem končala čudovit tečaj in so me poklicale tele angelske karte in so rekle, da so pripravljene nam prišepati, kakšen teden nas čaka, in jaz verjamem, da mnoge izmed vas to zanima, da malce pogledamo energijsko, torej retrogradni Merkur se je končal, portal 2.2 je pa pred vrati, tako da angeli so zelo, zelo aktivni, ker to portal upanja in zaupanja. Bom malo več povedala o njem konkretno kasneje, ampak konkretno so hoteli, da za ta teden odprem 3 karte, zato da vas malce usmerim, kaj delate, a ne? In sicer bodo te 3 karte usmerjene takole. Dobila sem navodilo, da vam moram dati 3 odgovore. Čemu slediti na fizični ravni, torej kaj paziti z vašimi telesi, da bo energija dosti visoka, potem ta druga je, kaj delati s čustvi in mislimi, in ta tretja je, kaj delati energijsko. To pomeni, kaj delati konkretno, to pomeni z vašo manifestacijo in tako dalje. Zaradi tega, da boste fajn, pa da se vam bolj želje uresničevale. Kaj pravite? Mislim, da je to en tak super plan, pa gremo si pogledati. Torej, vsi tisti, dragi angeli, ki tole gledajo in absolutno gledajo zato, ker ste vi tako hoteli, takole ste me vodili kartam, mogoče bi večkrat to lahko naredili. Kaj pravite? Zdaj sem dobila občutek, da bi to lahko večkrat naredili. Torej, kaj paziti pri vaših telesih oziroma kakšno je vodstvo za vaše telo. Evo ga, karta, evo, da še jaz pogledam. Angel of Friendship. Zanimivo. Angeli prijateljstva, ok? Angeli prijateljstva je karta, ki simbolizira, da morate biti s svojim telesom prijatelji. Kaj to pomeni? To pomeni, recimo primer, da bi prijatelj rekel, tako sem jaz dobila navodilo, da če določeno hrano je, mu rata ful slabo, ker ima alergijo pa tako naprej. A bi ti hotel temu prijatelju potem potikati to hrano, recimo, da bi mu bilo ful slabo, če veš, da mu škoduje? Ne, zaradi tega, ker imaš rad svojega prijatelja. Zakaj pa dostikrat s telesi, ko vemo, da nam nekaj škoduje, pustimo, da nek vzorca pa vzgib nadvlada, pa mu to vseeno damo. Tako da od danes naprej, mislim pa predvsem za ta teden, evo, očitno vas čaka nas čaka nek tak detoks. Poglejmo na telo kot prijatelja. Ali ti kaj ne paše in mu tega ne servirati, ampak tako prav ga glejte in ga nagovarjajte kot prijatelja. Razumeš? Mogoče pol šlo, a? Kaj pravite? Ja, to definitivno za sprovat. Meni to všeč. Gremo pogledati drugo karto. Ta druga karta bo, torej, misli in čustva. A ne? Angel plodnosti. Angel plodnosti in vidiš, tale par se drži za roke, gor imaš pa angelčico, ka dojenčka, ne vem, ko kamera pobira, ka dojenčka drži, a ne? Ta karta simbolizira, da se morajo rojevati nova čustva in nove misli. To pomeni, da so vas stara čustva pa stare misli pripeljale do manifestacijske točke do tukaj. Zdaj se morajo pa rojevati dobesedno drugačna čustva, drugačni odzivi čustveni in drugačne misli. Novo, ker prije otrok v družino, neko, kar ona drži tega otroka klele gor, je to novo bitje in absolutno spremeni življenje. Se strinjate? Oni, ki ste starši, ki ste dobili svoje otroke, bomo to definitivno spremenili življenje, ne? Ampak na boljše vam ga je spremenil. Ampak je bilo pa treba vložiti v to kar nekaj predanosti in dela. Poglejte, katere stvari še vedno dojemate na isti način, razmišljate na isti način in se predajate eni in istim čustvom. Ko je duša v inkarnaciji, v bistvu, veš, nima kar nič od tega, da se enih in istih stvari drži. Ona je prišla tukaj, razumem, špaleto čustev izkušati. Tako da, dajte nekaj narediti načrtnost, da bi vaša čustva, ne da se na eno in isto čustvo glede nečesa primete, ne pravim, da jih tlačite, ampak kako jih lahko transformirate na neko drugo obliko. Razumeš? Lej, ta tretja pa kar pada, tako da jo bom kar takole spustila. Ta tretja pa kar padla, ok, katera? Angel razsvetljenja, 33, wow, hudo. Angel razsvetljenja za manifestacijo, ta karta pa simbolizira direktno delo z angeli. Absolutno direktno delo z angeli. Veliko delati z angeli, če hočete manifestacijo, ne rabite sami. Vidiš, le ona ima razprte roke, le kjera huda karta, on pa tudi angel gor.
sprejeti angelsko pomoč, okay? Poklicati in delati z angeli. Mislim, da nam tukaj hoče povedati, da se preveč sami matramo. Zato, ker trojka, če gledam karto, karta je številka 33, trojka je karta veselja in sreča, ampak če imaš 33, to pomeni, da sta dve trojki, pomeni, da je preveč matranja za to, preveč matranja za srečo, preveč matranja za uresničene želje. Ne rabimo se matrati. Nekateri angeli hoče trenutno res nam stvari iz neba dol dati, mi pa razumeš, malo tam po svoje sanjamo, ne? Sprejeti angelsko pomoč. Jaz imam orodje za to, takole so mi fajn navrgali. 22. februarja organiziram angelsko meditacijo, kot je še ni bilo. Res, pač angeli varnosti in zaupanja na portal 2222222, sorry, to je bolj slovensko, 2222222. 22.2.2022, totalna numerološka koda, zelo, zelo močna koda na temo varnosti in zaupanja. Ravno to, da odpremo to, da se nehamo matrati in da prosimo angele za neke čudežne vzvode. Zakaj pa ne? Pripada nam. In tudi tokrat sem res pripravila ena taka čudovita darila, a ne? Ja, vse je že aktivirano na spletni strani, evo, zdaj to gledam, pa tako naprej, prijave vse teče normalno, da sem šla pogledat, če je to še vedno aktiviran, ker nisem vedela, so mesta že zasedena ali ne, vem, da smo neki pojačali ta mesta, ker res veliko ljudi bo tole poklicali, ampak kaj bomo delali? Delali bomo aktivacijo angelske luči čudežev in tako naprej. Imeli boste eno ful posebno darilo, dobili boste darilni bom presenečenja v vrednosti 40 € in dobili boste eno video vsebino še za darilo, kjer bom odpirala 9 angelskih kart in glede na to, katero izmed 9 boste vi po video vsebini izbrali, a ne, se bo razkril, kako se ti bojo oglašali angeli varnosti in zaupanja. Ampak to bomo vse aktivirali v meditaciji, tako bo zelo, zelo fajn. Tako da te vabim na to meditacijo. Še prej ima seveda Mihael 16. februarja snežno polno luno. To pa moram malo na plonkci pogledati, kaj dela. Vem pa, da dela 16. februarja ful dober prstani za kvantne skoke. To pa lahko za Mihael dela. Ta moj mož je taka faca, on dela take posebne meditacije, res je ful dober. Preko snežnega portala odpotujeva v manifestacijo Kraljestvo Atlantisa. Spoznaš vodnike Atlantisa, vsak izmed njih ti preda prstan, s katerim narediš kvantni skok v izbrano dimenzijo in tvoriš svojo srečo in obilno manifestacijo. Mihael, ful dober. Za darilo je pa poseben obred za delo z nihalom za vpogled v časovne dimenzije tvojega življenja. Mislim, da bo to fantastično. Naš Mihael je res izvrsten v tem, da dela res take posebne meditacije. Tako da to se mi takole razdelila in tako delamo. Tako, če te pokliče, glede na tele čudovite karte, te lepo vabim. Poglej se na potovanjedušja.si. V vsakem primeru pa sledi tem kartam in želim ti en čudovit teden. Lepo se mej in čao.